takrat v tistih časih so prihajali iz mesta, z Trsta, sem na deželo, ti Tržačani na dober zrak, poleti. In Srečko je bil za pastirčka, pasel kozo in so prišli tam do njega in so mu rekli, da kako lepo živalco ima v italijanskem jeziku. In on je bil tak navihan, nabrit in je odgovoril v francoskem jeziku: moja koza razume samo diplomatski jezik. On je že razumel in znal toliko italijansko, da bi lahko odgovoril, samo oni francoskega niso znali. Zdaj v zvezi s kozo vam lahko še nekaj povem. V Srečko, ko je ležal težko bolan tukaj, na en način je bil še otrok, na drugi način pa tako zrela osebnost, ko on se je družil samo s starejšimi od sebe. Takrat, ko je take hude bolečine imel in tako trpel, niso vedeli, kako bi ga malo razvedrili in tista njihova koza je imela mladička in so mu prinesli tistega mladička posle, da bi se malo razvedril. In to je bil še otrok, ko niso vedeli. Še tu sem verjetno sem pozabil, mislim, sem prej nisem omenila, da ta Hartinger je ugotovil, da vseh teh pesmi in črtic po številu, da je čez 1500 Srečkovih. Koliko, to, ko je rekel ta Hlavati, ali bo prav mlad propal ali pa še zvezda dosegel. Koliko je on napravil tako mlad? 22 let star. Kaj vas še kaj takega zanima? Če hočemo dolgo živeti, ne smemo se več pisati. Vprašajte, lahko se bom spomnila še kaj. Tu, da kakšne težave so delali Italijani, ko so hodili te primorski študentje domov. So jim pobirali dovoljenja, pasaporte. Enkrat, ko so prišli domov, se oče zelo jezil, da kaj so napravili, da kar so si skuhali, naj sami pojedo. In je bilo treba iti prosti tiste dovoljenja na tisto komando, kot ste rekli, na tisto postojanko. In ta postojanka je bila v Ždutovlje. In tam je bil z oficirja, Frani Belik je kar precej omenjen. Ta človek je bil iz Južne Italije, iz Neaplja. Prej, kakor so pošiljali med Slovence tije južnjake, jih je bilo treba fejst pripraviti, kam grejo. Da grejo med ta manj vreden narod, med ščave, se je reklo. Mi smo bili ščavi, sužni. In ko so to prostje dovoljenja, sta šle Anica in Karmela. In one razgledane, vse so vedle, to njega vse zanimalo, je bil presenečen. Je rekel, to pol ni tak narod, kakor so mene učili, če je mladina tako razgledana, da vse ve. One so vedle, vse te italijanski slikarji, Firence, Rim, vse to so bile na tekočem. Pa še lepe sta bile. Ja. To pa je za Italijana bilo pomembno. Ja, vse tudi pol je bil Anica bil zaljubljen. Mislim, zaljubljen je Pisaro in pol tudi Karmela in to, In ko so tudi, on je vzdrževal stike do smrti s Tončko. Tudi Anica, mislim, ne vem, ali je bila tudi Karmela, ampak Anico vem gotovo,
morda Tončka so ga šli obiskati v Firence, potem je bil tam v službi. In ta oficir jih je zasledoval, ko so šli domov, in je dal dovoljenja in potem je začel prihajati v njihovo hišo. Čeprav so bili tako nasproti Italijanom, intelektualci po tej plati se najdejo. In je dosti prihajal v njihovo hišo in potem, ko je šel ven iz te vojaške službe, se je želel obiskati vse te slovanske prestolnice, Ljubljano, Zagreb, Beograd in Prago. In je tudi želel, da bi Srečko, ko je prišel v Ljubljano, je prosil Srečka, da bi bil za tega kulturnega vodiča po Ljubljani.